Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my legs could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. But I'm still not sure where I stand with. Kaj ste delali danes tukaj? Ja, danes smo še malo polakali. Zdaj bomo pričeli s prekrevanjem. Pričeli bomo s te strani pokrili, pa finese malo tudi. Imeli smo, da je žlebe napelo, pa to. Ja, ko pobe malo gledam, pa to se mi zdi to pravilno, da se malo udeležujejo, malo pomagajo. Tudi vidite, da so se spocali tudi okoli, Pa tudi nam malo pomagajo. Vidite, da zdaj podajajo cego tudi, Pa latati so pomagali. In višine so se kar provadili, kakor je bilo od začetka problem. Z višino vse skupaj. Študentska delovna brigada je največji prostovoljni projekt, ki ga organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Nanj smo zelo ponosni, se izvaja že od leta 1999, torej je nekako tradicionalni projekt. Udeležujejo se ga predvsem študentje in mladi, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati in nekako aktivno preživeti svoje počitnice. Kako pa izbirate kraje? Letos ravno Radeče, zakaj? Ja, letos Radeče. Mi vsako leto zbiramo kraje že po zimi oziroma zgodaj spomladi, ker organizacija projekta traja nekje pol leta. Zdaj vsako leto mi na oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja na študentski organizaciji naredimo nek izbor občin, 10, 5, za katere menimo, da so ali demografsko ogrožene ali da so se v tem letu soočile s kakšno naravno nesrečo. In vemo, da letos je bilo v Sloveniji, so bile poplave, zato smo tudi kontaktirali te ogrožene občine. Ampak smo žal naleteli na v bistvu neodziv teh občin, kar nas malo žalosti. Občina Radeče, njihovi predstavniki so pa naš projekt zasledili že lani, ko smo imeli študentsko delovno brigado v Logarski dolini in so nas že takrat jeseni sami kontaktirali, da so zelo navdušeni nad našim projektom, da bi želeli, da ga organiziramo v letu 2013 pri njih. Zato smo potem vseeno si rekli, zakaj pa ne, zakaj pa ne bi potem pomagali nekomu, ki si res želi naše pomoči, ker vemo, da je potem tudi sodelovanje dosti boljše. Tako da smo potem pristali v Radečah. Naš dan poteka tako, da se ob 7 uri zjutraj zbudimo. Kdor se ne vzbudi, ga potegnemo iz šotora. Se nas zajtrkujemo, umijemo in potem ob 7:45 se usedemo v avtomobile, kombije in se odpeljemo na delovišča. Tam potem delo poteka od 8 pa do 15 ure, vmes je seveda čas za malico in kratek počitek. Potem pridejo brigadirji nazaj v tabor in pojedo kosilo in potem je čas za popoldanske aktivnosti. Zdaj, kak dan je to samo počitek, ker so seveda utrujeni. Letos smo imeli tudi organiziranih kar nekaj dejavnosti, ki so nam jih pripravili predstavniki občine Radeče. Bili smo na splavarjenju, kopali smo se v bazenu v občini Radeče. Zdaj imamo si namen tudi še ogledati kakšno znamenitost, tako da res je zelo pestro. Zakaj si se odločila za prostovoljstvo? Fajn občutek je, da nekomu lahko malo pomagaš. To ob eni strani kot nek delovni dopust izkoristimo. Torej družba seveda, par kolegov je že povedalo, da je pač fajn, da je dober občutek, da nekaj narediš. Torej domačini so veseli, da smo prišli. Tako da res pa prijateljstva, ki se splatejo na brigadi, pa tako ostanejo zavedno, tako da je res super. Kaj si vse delala? Smo kosili, grabljali, orejali okolico, podiramo tudi drevje, ko cesto zastira, tako da je kar pestro, se kar najde vsega dosti.
Tvoj najlepši občutek, vtis tega? Mislim, da kar vseh 40 brigadirjev, no, ker smo taka družinica postali v teh 10 dneh, da bo kar vsak je ostal v spominu. Sam izjavo bi pa še vseeno. Lahko malo zmotimo? Zakaj si se odločil za prostovoljstvo? Jaz sem, moram priznati, celo en izmed redkih, ki smo bil na vseh brigadah od leta 98 dalje. Kaj se dereš? No, glavnem, ja, jaz sem en izmed redkih, ki smo bil na vseh, mislim celo edini, moram priznati, ki smo bil na vseh brigadah in začeli smo hoditi in enostavno vidiš, da ni lepšega, kot pa pomagati ljudem, ker ko vidiš žar v očeh domačinov, ko jim pomagaš, je nekaj najlepšega na svetu, moram priznati.